Bitcoin je poskočil ob znižanju inflacije v ZDA. Ali to pomeni, da se vrača bikovski trg? Pridružite se mi, da odkrijemo to skupaj. Lepo zdrav in dobrodošli v novi epizodi CryptoPulse. To je rubrika, kjer za vas vsak teden pregledujemo kriptonovice. In tokrat, kot že prej omenjeno, si bomo ogledali, kaj pomenijo obetavni podatki od inflacije v ZDA. Ameriške volitve so kar daleč, pa vseeno kar blizu. Kateri predsedniški kandidat je bolj nagnjen k kriptovalutam? Kateri bolj podpira kriptosvet, pa tudi inovacije v kriptosvetu? Je to morda Biden ali Trump? No, in poleg tega se bomo mi v tej epizodi spustili še v svet mimkovancev, ki so zadnje čase spet kar precej zrasli. Jaz predlagam, da kar začnemo. Kot sem že omenil, CryptoPulse je rubrika, kjer bomo vsak teden jemali oziroma pregledovali kriptonovice. Zato, da slučajno kakšnega ne zamudite, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite na obveščanje, da res ne boste kakšnega videa izgubili oziroma zamudili. Pa pojdimo zdaj na pregled kriptonovic. In smo že na prvi novici. Bitcoin je poskočil ob znižanju inflacije v ZDA. Ali se vrača bik? Torej, cena Bitcoina je ob izdaji zadnjih podatkov o inflaciji v ZDA poskočila za 7,50%, kar na $66,350. Ameriški indeks potrošniških cen, CPI, je v aprilu zrasel za 0,3%, kar je manj od 0,4% v marcu in februarju. To je nižje od pričakovanega povečanja in kaže, da se inflacija vrača v padajoči trend, kar podpira pričakovanja finančnih trgov o morebitnem znižanju obrestnih mer strani Feda v septembru. Poglejmo si še malce, kakšen gospodarski pomen imajo CPI podatki. CPI podatki so kar pomembni, saj kažejo na ohlajanje inflacije, kar je pozitiven signal za gospodarstvo. Počasnejše zvišanje potrošniških cen se ujema z drugimi podatki, ki kažejo, da je bila prodaja na drobno v aprilu stabilna, kar dodatno nakazuje na upočasnitev domačega povpraševanja. No, in to ohlajanje povpraševanja je dobrodošla novica za predstavnike Feda, ki si prizadevajo za mehki pristanek gospodarstva, ne da bi s tem sprožili recesije. Zdaj, ključni gonilniki inflacije so stroški stanovanj in bencina. Stroški stanovanj, vključno z najemninami, so se tretji mesec zapored povišali za 0,4%. Cene bencina pa so poskočile za 2,8%. Ti dve kategoriji predstavljata več kot 70% povišanja CPI. Po drugi strani pa so se cene hrane ostale nespremenjene. Zdaj, na letni ravni se je CPI povečal za 3,4%, kar je nekoliko manj kot 3,5% v marcu. To letno povišanje je znaten padec iz vrha 9,1%, ki smo ga imeli v juniju 2022. Ekonomisti so celo napovedali, da se bo CPI mesečno povečal za 0,4% in letno za 3,4%, kar kaže tudi, da se inflacija umirja. Ampak kljub temu je še kar zanimiva izjava predsednika Feda, to je Jerome Powell, ki je izjavil, da inflacija sicer počasi pada, a pričakuje, da se bo še naprej zniževala proti cilju Feda, ki znaša 2%. Finančni trgi zdaj napovedujejo približno 73% verjetnost znižanja obrestnih mer v septembru. Nekateri ekonomisti celo pričakujejo, da bi Fed lahko začel zniževati stroške zadolževanja že julija. No, Fed je v bistvu že od julija vzdrževal svojo obrestno mero v razponu od 5,25% do 5,50%, potem, ko so od marca 2022 naprej izvedli serijo zvišanj obrestnih mer za skupno 525 bazičnih
točk. Zdaj, pričakovanje znižanja obrestnih mer je pozitivno vplivalo na delniške trge, saj je Wall Street trgoval više, dolar pa je oslabel proti drugim valutam. Cene ameriških državnih obveznic pa so se zvišale. No in to gospodarsko okolje je seveda spodbudilo tudi rally oziroma vzpon cene Bitcoina. November ni tako daleč, kot se zdi. Bližajo se namreč ameriške predsedniške volitve. In ta glavno vprašanje tukaj je, kateri predsedniški kandidat je bolj naklonjen kriptu. Zdaj, Donald Trump se je premaknil od anti-bitcoinovskega stališča do pro-kripto predsedniškega kandidata. No, Američani se bodo 5. novembra odpravili na volišča, da izberejo novega predsednika. Volitve pa bodo verjetno tesne zaradi povečane polarizacije volivcev in nizke volilne udeležbe. Predsedniški kandidati si prizadevajo pridobiti zaupanje javnosti s ponudbami obetavnejše prihodnosti. Zdaj pa se je v igro vključila tudi kriptovalutna industrija. Nekdanji predsednik Donald Trump je spremenil svoje stališče do kripta in obljubil dobro in trdno prihodnost za kriptoindustrijo v SDA. Vendar pa ostaja vprašanje, ali je Trump resnično postal zagovornik kripta ali pa zgolj uporablja to kripto kot še eno politično orodje za pridobivanje glasov. Med svojim predsedovanjem je Trump pogosto kritiziral kriptovalute, ker naj bi bile temeljene na zraku in uporabljene za nezakonite dejavnosti. Toda s približevanjem volitev leta 2024 je Trump spremenil svoje mnenje, obtožil je predsednika Josepha Bidena in predsednika SEC-a, Garyja Genslerja, da se zarotujeta proti kriptovalutam, medtem ko se je sam predstavil kot alternativa za pro-kripto volivce. Zdaj, zadnje čase kriptoskupnost zelo kritizira tudi Bidenovo politiko. Vplivni zagovorniki kripta, kot sta soustanovitelj Ethereuma in ustanovitelj Cardana Charles Hoskinson, trdijo, da je Bidenova administracija škodovala industriji na vse možne načine. Hoskinson je dejal, da je Trumpova administracija večinoma ignorirala kriptoindustrijo, medtem ko je Bidenova aktivno poskušala uničiti kripto. Zdaj, Ryan Selkis, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Messari, trdi, da bo industrija kripta, če bo Biden ponovno izvoljen, soočena z množico sovražnih regulacij. Trump je to nezadovoljstvo izkoristil in dejal, da se kripto seli iz SDA zaradi sovražnosti do kripta ter da moramo dovoliti, da ostane tukaj. Zdaj, nekateri v kriptoskupnosti so že izrazili podporo Trumpu, drugi pa so bolj cinični glede njegovih motivov. Monika Taher, nekdanja direktorica za tehnološke in poslovne inovacije za vlado Salvadorja, meni, da nekateri oportunistični politiki uporabljajo kripto za dvig svojega statusa. Verjame, da je Trump jasen primer tega oportunizma, saj je bil sprva proti kriptovalutam, zdaj pa zaradi finančnih težav sprejema donacije v tej obliki. Trumpova kampanja je finančno oslabljena zaradi stroškov obrambe. Kripto bi lahko predstavljalo način za pridobivanje novih sredstev. Andrew M. Bailey, soavtor knjige Resistance Money in sodelavec pri Bitcoin Policy Institute, meni, da je Trump zaznal odziv na agresiven pristop senatorice Elizabeth Warren in Bidenove administracije proti kriptosektorju. Bailey pravi, da Trumpovo novo pro-kripto stališče spada v vzorec obljubljanja inovacij in napredka, čeprav je lahko njegova retorika nejasna in nepristna. No, ne glede na motive, lahko Trump kmalu pridobi novo volilno skupino. Anketa podjetja Paradigm iz marca je pokazala, da je 19% registriranih volivcev v SDA kupilo kripto, kar pomeni, da petina države ni nepomembna skupina. Anketa je pokazala tudi, da so imetniki kripta pripravljeni zamenjati stranke. 48% anketirancev podpira Trumpa leta 2024, medtem ko je le 39
odstotkov glasovalo zanj leta 2020. To bi lahko bilo tudi ključno za preobrat v swing states, oziroma če lahko nekako to prevedemo v slovenščino, države preobrata, kjer je izid volitev negotov. No, vprašanje zdaj ostaja, ali bo stališče predsedniškega kandidata do kripta ključno za njegovo zmago. Po raziskavi DGC 26 odstotkov anketirancev spremlja stališče kandidatov do kripta, 21 odstotkov pa meni, da je kripto pomembno vprašanje pri odločitvi na volitvah. 55 odstotkov je zaskrbljenih, da bodo zakonodajalci zadušili inovacije s prekomerno regulacijo. Tim Draper pravi, da je Amerika znana po svobodi, zdaj pa je znana po nekonsistentni in nepravični regulaciji. 83 odstotkov anketirancev si želi, da bi zakonodajalci razumeli kripto, preden ga regulirajo. No, volitve so še skoraj 6 mesecev stran, zato je še dovolj časa za spremembo stališč kandidatov ali za razvoj Trumpovih pravnih težav. Če želi Trump pridobiti odločilno podporo imetnikov kripta, bo moral volivce prepričati, da je resnični zagovornik, na primer s konkretnimi načrti za kripto. V nasprotnem primeru bi to lahko bila zgolj še ena prazna obljuba politika. In še zadnja novica. Trg meme coinov je zrastel ob vrnitvi legendarnega borznega trgovca. Zdaj, ta trg meme coinov doživlja kar neverjetno rast. Vrednost kriptovalute Pepe pa je dosegla rekordno vrednost, potem ko je borzni trgovec Keith Gill, znan po vzdevku Roaring Kitty, po 3 letih tišine ponovno objavil na svojem profilu X. Cena Pepe je presegla 0,00001 dolarja prvič od 15. marca. Podatki z platform Cointelegraph, MarketsPro in TradingView kažejo, da je Pepe v zadnjih 24 urah poskočil za 34 odstotkov in dosegel rekordnih 0,0000119 dolarja na borzi Binance. Promet s Pepejem se je v zadnjih 24 urah povečal za 245 odstotkov na 1,56 milijarde dolarjev, njegova tržna kapitalizacija pa je presegla 4,31 milijarde dolarjev. In s tem je Pepe tudi prehitel Ethereum Classic in postal 23. največja kriptovaluta po tržni vrednosti. Zdaj, Gillov povratek je sprožil val navdušenja. Njegov profil Roaring Kitty na družbenem omrežju X je bil tudi od junija 2021 neaktiven. 12. maja pa je nanj naložil sliko moškega s kontrolerjem v roki, ki se usede in osredotoči. Uporabniki platforme X in Reddita so to razumeli kot napoved lockinga, obdobja intenzivnega investiranja. Gill je bil ključna figura norosti z meme delnicami v letu 2021, ko so delnice družb, kot sta GameStop in AMC Entertainment, do konca leta poskočile za več kot 1000 odstotkov. No, po tej Gillovi objavi je cena Pepe odrinila od spenjajoče se trendne črte, ki jo podpira že od sredine aprila. Najnovejša rast je Pepe potisnila nad ključno raven podpore, ki je od marca omejevala ceno. Gre za območje med 0,000000875 in 0,00001 dolarja, ki ga morajo kupci obdržati, da bi ohranili rast. Seveda podobno so poskočili tudi drugi meme coini, kot sta na primer Dogecoin in Shiba Inu, in sicer ta prvi je poskočil za 5 odstotkov, ta drugi pa za 7 odstotkov. Pa si poglejmo še malček na CoinMarketCap, kako se je kaj pomaknil trg od prejšnjega tedna. Tukaj vidimo, da se je Bitcoin kar lepo povzpel za tam nekje 4,5 odstotka. Ethereum je padel za 2,5 odstotka skoraj, vidimo tukaj tudi na tem grafu.
Tether je seveda na istem, BNB je tudi padel za nekje 4,5 %, Solana se je dvignila za skoraj 7 %, USDC je na istem, XRP je tudi nekje na istem, se je povzpel samo za 0,16 %, Toncoin se je povzpel za 7 %, Dogecoin za 0,97 % in Cardano je padel za 0,43 %. Pa si dajmo zdaj še podrobneje pogledati tehnične analize Bitcoina, Ethereuma in dodal bom tudi tehnično analizo Dixija oziroma dolar indeksa. Smo na Bitcoin dnevnem grafu, to je Bitcoin napram dolarju. In če se morda spomnite iz prejšnjega videa, smo izrisali tale padajoči kanal, ki je morda celo del večjega vzorca bikovske zastave. Zdaj, kaj se je zgodilo od prejšnjega tedna? S tole svečko smo zelo lepo prebili tole odporno cenovno linijo, ki smo jo imeli tukaj. In zdaj bomo očitno šli delati na njo podporo. V prejšnjem videu smo tudi omenili, katero mejo morajo biki spremljati, če želijo videti nadaljnjo rast, in to je ta zgornja meja tegale padajočega kanala. Če namreč prebijemo tole zgornjo mejo, lahko Bitcoin doseže celo, samo malček bom kar uprinazoril, da boste lepo videli. To naredimo tako, da skopiramo drog bikovske zastave, tako da ga bom jaz kar skopiral, in prestavimo na možno, poudarjam, možno točko preboja. To govorim zato, ker preboja trenutno še nimamo. Upoštevati moramo tudi, da se tale zgornja meja kanala iz dneva v dan bolj spušča. No, in če mi zdaj pogledamo, dokot sega tale drog, vidimo tukaj, dobimo tarčo na okoli 102 tisoč. 100 tisoč, pa vsi vemo, je tudi velika psihološka meja. Tako da to morate vsekakor spremljati biki, če bomo prebili tole zgornjo mejo in kje jo bomo prebili. In namesto preboja se ponavadi prestavi tale drog in tako se dobi neko provizorično tarčo. S tem, da tukaj poudarjam, to je še vedno provizorična tarča. Zdaj, medvedi po drugi strani pa morate spremljati tole mejo, ki je zdaj postala podporna, spodnjo mejo kanala in pa tole mejo, ki smo jo tudi že označili v prejšnjem videu, ki se nahaja na okoli 50 tisoč. Zdaj, če se to zgodi, bo vsekakor super za Bitcoin, da doseže 100 tisoč, ampak moram ob tem tudi malo izraziti skrbi, ker nismo imeli nekih konkretnih padcev v temle bullrunu. Pa če pogledamo recimo tedenski graf, lahko vidimo, da skozi vso to obdobje rasti nismo imeli nekih konkretnih padcev, nekih korekcij, in to v bistvu nek zdrav bikovski trg potrebuje. Ker če pogledamo malček nazaj, neko podobno situacijo smo imeli tudi tukaj, kjer smo zrasli od tukaj pa do tukaj za celih 549 % tam nekje. In potem je kar naenkrat sledila ena blazno huda korekcija, kjer je Bitcoin padel za malček več kot 50 %. Ampak kakorkoli že, treba je slediti trgu, treba je slediti sporočilom, ki nam jih kaže. Tukaj bomo videli, če se nam bo naredila tudi ena lepa bullish engulfing svečka, ker ponavadi tudi nakazuje nadaljevanje rasti. Stochastic RSI se tudi počasi že križa navzgor, kar tudi ponavadi napoveduje preobrat na bikovsko stran. In tukaj pri RSI se nam očitno tudi dela ena skrita bikovska divergenca, ki tudi nakazuje na nadaljevanje rasti. Skrita bikovska divergenca pa je, ko imamo dno in višje dno v gibanju cene. Medtem ko RSI pa je naredil tukaj, kot vidimo, dno in nižje dno.
Tako, to bi bilo na kratko o Bitcoinu. Poglejmo si še Ethereum. In imamo pred sabo zdaj Ethereum napram dolarju. To je dnevni graf in če se tudi spomnite iz prejšnjega videa, smo izrisali tale vzorec padajočega klina, ki je bikovski. Ethereum se ni kaj dosti pomikal, zadnje čase trenutno še vedno testira tole podporo tukaj. Je pa precej tudi odvisno od Bitcoina. Če bo Bitcoin izvršil svoj bikovski vzorec, potem ja, vsekakor vidim, da bo tudi Ethereum izvršil tegale svojega. Biki morate vsekakor spremljati zgornjo mejo tegale vzorca. Medvedi pa tole mejo na okoli 3000 oziroma 2950 in pa spodnjo mejo tegale vzorca. Kar se tiče divergenc, trenutno delamo tukaj eno medvedjo divergenco, ko imamo v gibanju cene vrh in nižji vrh, medtem ko RSI pa je naredil tukaj vrh in malček višji vrh. Imamo pa tudi še eno bikovsko oziroma skrito bikovsko divergenco, kjer imamo v gibanju cene dno in nižje dno, medtem ko RSI pa vidimo tukaj, da je ostal na praktično isti višini. Oziroma ima dno in naslednje dno je na isti višini. Tako da glede na to, da smo v bikovskem vzorcu, bi bilo za pričakovati, da se tale medvedja divergenca premaga in da nadaljujemo z rastjo. Je pa seveda precej odvisno od Bitcoina, kot sem že omenil. Poleg tega pa imamo tudi že kar precej udarcev tukaj v tole spodnjo mejo in kot sem že dostikrat omenil, več kot je udarcev v neko mejo, več je možnosti, da se prebije. Ampak pustimo čas v čas, bomo videli, kako se bo vse skupaj razvilo. Poglejmo si mi zdaj še Dixie oziroma dolar indeks. Dolar indeks, kot vemo, ima negativno korelacijo z risk on asseti, med katere sodi tudi Bitcoin. To v bistvu prikazuje moč dolarja napram ostalim valutam. Smo na tedenskem grafu in tudi tukaj lahko vidimo že en znan vzorec, če povežem tukaj vrhove, te dva vrhova in tukajle tale dna. Lahko vidimo, da imamo padajoči klin in dolar indeks je svojega tukajle že prebil. To zdaj lahko pomeni, da bo dolar indeks iskal podporo nekje tukaj ali pa, če bo še nadaljeval s padanjem, na zgornji meji tegale padajočega klina. Zdaj, če bo slučajno tukaj podpora izgubljena, to bi bil vsekakor medvedji znak, kar bi bilo seveda tudi dobro za Bitcoin in ostale kriptovalute. Torej, kot sem že omenil, dolar indeks ima negativno korelacijo z risk on asseti, med katere sodi tudi Bitcoin. Torej, če gre dolar indeks gor, se ponavadi Bitcoin spušča in obratno. Če gre dolar indeks dol, se ponavadi Bitcoin uspenja oziroma raste. Tako da zaenkrat, ampak samo zaenkrat, mislim, da dolar indeks še ni rekel zadnje, bomo videli zdaj, kaj se bo zgodilo na teh podporah. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vsekakor bomo veseli tudi, če ta video delite s svojimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Sploh pa boste s tem tudi pomagali širiti pravo besedo v vsem tem svetu dezinformacij. Kako so se vam kaj zdele tokratne novice? Ste na podlagi njih bikovski? Ste morda medvedji? In zakaj? Kar napišite svoje mnenje pod komentarji pod videom in z veseljem bomo tudi podebatirali z vami. Tukaj v seriji CryptoPulse bomo redno vsak teden pregledovali kriptonovice, zato se tudi ne pozabite naročiti na kanal in nastaviti na obveščanje, da slučajno ne boste zamudili kakšnega videa in da boste tudi takoj obveščeni, čim bo kakšen video uploadan gor. Jaz vam želim lep dan še naprej, lep vikend, ki je pred nami in se vidimo v naslednjem videu.